Nekdanji predsednik republike Borut Pahor v postelji z neznano razgaljeno žensko ob sebi. To ni šala, to je ena iz serije fotografij, ki jih je Pahor oblečen v pižamo delil na družbenem omrežju. Oglas za znano slovensko podjetje je čez noč postal viralen. Ali je Pahor s tem okrnil javno podobo bivšega predsednika? Žana Vrtačnik. Boruta Pahorja smo sploh v predvolilnih časih videli v mnogih vlogah, danes pa kot nikoli doslej. V pižami z razgaljenim hrbtom, v družbi plišastega zajčka, v postelji pri prebiranju jutranjih novic. Ko je palača, je še plača. In po koncu predsedniškega mandata se mora predsednik po nekaj letih seveda spet odpraviti na trg dela. Torej se nov oglas sklada z njegovo kariero, ki jo po politični nadaljuje v zasebni sferi. Ne sklada pa se, je prepričan marketinški strokovnjak, z vlogo bivšega državnika. Ja, zagotovo gre pri tej kampanji za veliko vprašljivih stvari. Zdi se, da pod to pretvezo, da monetizira svoje zasebno življenje, počne karkoli in niža vse standarde dostojnega v svojem ravnanju. To pomeni, da v tem hipu celo na nek način pornificira svoje ravnanje. Pri čemer ima filozof in publicist v mislih zlasti fotografijo, na kateri Pahorju med posteljnimi rjuhami družbo dela razgaljena ženska. In očitno Pahorju ni težko sodelovati pri nečem, čemer pravimo v teoriji objektifikacije ženskega telesa. Še več, Vezjak meni, da Pahor v vlogi prvega politika pri nas, ki monetizira svoje spletne aktivnosti, nadaljuje vzorce iz časa predsednikovanja. Vezjak in aktivistka Nika Kovač se strinjata, da je Pahor na spletu flirtal že prej, takrat, da je prepričeval volivce, zdaj, da kuje dobiček, pri čemer je Kovač prepričana, da razgalja tudi osebne vrednote. In kaj mu je v družbi pomembno? To je dobiček, potrošništvo in pa v resnici to, da se nek spol postavi na podrejeno mesto. Bivši predsedniki republike imajo po prenehanju položaja pravico do tega naziva, pa tudi do udeležbe na državnih svečanostih kot gostje. Kot so prepričani sogovorniki, pa imajo na podlagi predsedniškega kapitala tudi simbolno dolžnost in odgovornost do ljudi. Mogoče se samo spomnimo, da je bil on eden od tistih, ki so najglasneje vpili, da se v Gazi ne dogaja genocid. Mogoče se lahko spomnimo, da kot bivši predsednik se ne udejstvuje vsebinsko, ne komentira stvari takrat, kadar se gre za neke šibkejše ljudi. Dejansko pa seveda te odgovornosti do državljanov ne kaže in se obnaša na ta način, ki je očitno nedostojanstven, nespoštljiv in bi rekel takšen, kot bi ga morali zavračati. Če smo provokativni zgolj za ceno provokativnosti, seveda temu ne moremo reči dober marketing, ampak zgolj pritegovanje pozornosti. Ampak zdi se pa tudi, da je narejen iz teflona, kar bo mogoče kakšna izmed naslednjih kampanj, in da mu ljudje marsikaj in to zelo, zelo hitro odpustijo. Za komentar smo seveda prosili tudi bivšega predsednika države, vendar pred kamero ni želel.